Mahamo v tem trenutku v oceanju, tam se namreč nahaja naš sodelavec Marjan Šrimf, ki pripravlja novo serijo oddaj Slovenci po svetu. Marjan, lepo pozdravljen. Lep pozdrav, Matej, in lep pozdrav tudi vsem gledalcem oddajo Dobro jutro Slovenija. Marjan, nahajaš se, kot rečeno, v oceani, v eni najmanjših držav na svetu. Kje natanko? Ja, to je Republika Palau, 180. država po registru Združenih narodov. Je to država, ki ima samo 20.000 prebivalcev. To je otoška država s 3-4 glavnimi otoki in 300 majhnimi otočki, ki so v glavnem skale. Naseljenih je 5 otokov. Ljudje pa se ukvarjajo večinoma s turizmom. Je izjemno zanimivo, ravno kar sva prišla z Robertom Kramfogom, snemalcem, iz njihovega kongresa. Zanimivo je to, da imajo zgrajen kongres povsem enak, kot je v Washingtonu, po vzoru Združenih držav Amerike. Mora biti za nekaj manjši, ampak povsem enaka arhitektura. Skratka, majhna je država, ima vsa ministrstva in to na enem dvorišču. Bila sva tam, kjer je v glavnem mesto oziroma največje mesto Koror, so ministrstva kar na enem dvorišču v približno enonadstropnih hišah in skratka vse deluje, je pa vse miniaturno. Preživljajo pa se v glavnem s turizmom. Tukaj so ljudje iz celega sveta. Marjan, kot rečeno, v oceani snemaš serijo oddaj Slovenci po svetu. Je torej Slovenca zaneslo tudi v ta del sveta? Ja, tukaj v Kororju je en Slovenec, ki je bil praktično že pred 25 leti prišel semkaj v glavno mesto oziroma največje mesto, kajti tukaj so razdelili, imajo 16 tako imenovanih miniaturnih držav z guvernerji, ampak osnovna poanta najnega potovanja je snemanje v Tokiu, kjer bova dokončala dokumentarni film o našem Prešernovem nagrajencu, doktorju Vladimiru Kosu, ki sva ga začela snemati v mesecu oktobru lanskega leta. Posneli smo približno že 70% celotnega dokumentarca in zdaj naj čaka še snemanje v Tokiu, kjer Vladimir Kos predava na Univerzi Sofija. Potem je tam tudi dobrotnik, skrbi za revne otroke, japonske otroke, tudi tam je kar precej revnih otrok in tako nabira denar po različnih donatorjih. Skratka, zelo zanimiv človek, vse ste ga verjetno že videli in slišali veliko o njem tudi o podelitvi nagrad Prešernovega sklada. To je osnovni namen, ampak ker je še nekaj časa, sva imela urejeno tako, da sva najprej snemala v Mjanmaru, torej bivši Burmi, tako imenovani potopis oziroma dokumentarni felton od Jangona pa tja do Mendeleja, to je praktično četrtina celotne Burme. Nekoč se je imenovala Burma, po angleškem vzorcu, danes je Mjanmar. Od Jangona pa prek Injalejka, Bagana, skratka, najzanimivejša mesta sva posnela, 5 destinacij, ki so na top 10 v Burmi in to v 9 dneh. Zdaj sva tukaj 7 dni na otoku Palau, državi Palau in čez 3 dni potujeva v Tokio k doktorju Vladimiru Kosu. Če se vrnemo še nazaj na državo Palau, na začetku si nekaj stvari že povedal, pa vendarle, kot rečeno, ena najmanjših držav na svetu. V čem je še njena posebnost? Ja, njena posebnost je, poleg tega te majhnosti, je to, da je recimo lani prišlo sem kar 160.000 turistov iz Združenih držav Amerike, Avstralije, Filipinov, Japonske, Koreje, skratka vseh teh držav jugovzhodne Azije. In kar lahko ponudijo predvsem potapljanje, kajti ribi, podvodni svet je tukaj izjemen, potem je tudi veliko surfarjev. Skratka, ko sva priletela iz Seula semkaj, je bil avion, se pravi letalo je bilo nabito polno ljudi, niti enega samega samcetega sedeža ni bilo več na voljo. Skratka, izgleda takole, da so našli pravo tržno nišo, kar bi morali biti tudi v Sloveniji lahko dosti bolj izkoristili svojo majhnost in tu se programirajo oziroma reklamirajo svojo državo
small and beautiful, tako kot mi govorimo za Slovenijo. In zanimivo je tudi stavek, ki nas je pričakal na letališču, na koncu Palav, na koncu Mavrice. No, tako bomo verjetno tudi poimenovala ta potopis po tem otoku, kjer so ljudje izjemno prijazni. Lahko rečem tudi, da jim ne manjka ničesar, ampak zaradi turizma, zaradi tega, ker prihaja veliko gostov, so izjemno dvignili cene tudi tako, da je vse prej kot poceni. Ne tako recimo v trgovinah pa drugod, to, kar potrebujejo tudi njihovi ljudje, ampak predvsem v resortih, v hotelih, transport je zelo drag in tako dalje. Ampak Slovenci se vse posod znajdemo, tudi lahko preživimo z nižjimi stroški. To je značilnost naših popotnikov. Med Slovenijo in Republiko Palavom je tudi precejšnja časovna razlika. Če prav vem, je sedaj ura pri vas tam okoli 4 popoldan. Kakšno pa je vreme? Ja, 3:04. Vreme je pa tukaj zelo spremenljivo, tropsko. Zjutraj je bilo lepo sončno vreme, 30 stopinj Celzija, nato pa je pričelo deževati. Tu rekel sem, da so snemala v kongresu, potem so šla na sever tega največjega otoka snemati monolite, to so 3000 let stari kamniti spomeniki, podobni tistim na velikonočnem otoku, kjer smo snemali pred 2 letoma, to so tiste velike skulpture, vendar so tukaj monoliti takšni, da pravzaprav, ko so spraševali ljudje, ne vedo, odkot so prišli, kako so jih spravili sem, kaj podobno kot na velikonočnem otoku, kajti takšnih kamenin na samem otoku ni. Tukaj je veliko tako imenovanega džungelskega sveta, ogromna drevesa, palme in ostalo. Drugače pa lahko rečem, da poteka promet in vse skupaj zelo enostavno. Skratka, malo je ljudi. Še to je zanimivo, da imajo večina vozil ima krmilo, torej volan na desni strani, vozijo pa tudi po desni, tako kot v Sloveniji, ne pa recimo tako kot v Avstraliji ali pa v Veliki Britaniji. Tako, Mario, naj nekaj stvari vendarle še ostane skrivnost. Vsekakor se bomo še slišali iz Oceanije v naslednjih dneh, kot rečeno, tudi iz Tokija in zaenkrat iz Oceanije toliko.